Slovensko združenje za analitično psihologijo in njegovi člani poskušajo ljudem približati zanimivosti in koristi analitične psihologije. Specializantkama analitične psihologije Tino Turk in Nado Polažer bomo to jutro govorili o kompleksih. Dobro jutro želim. Če pridemo do kompleksov, bi želel eno tako razlago, kaj pravzaprav analitična psihologija pravzaprav je, čemu koristi? Analitična psihologija je jungovska psihoanaliza in je v bistvu način raziskovanja sebe, svojih psiholoških vsebin in... Kaj lahko z njo dosežemo? Kakšne so prednosti tega? Se spoznamo svoje šibke, močne točke, se naučimo z njimi delovati, jih integrirati, živimo bolj polno in mogoče bolj prisotno življenje. Torej zelo dobro je poznati to, vedeti. Ja, mi že mislimo tako, ne? Ja, bi rekel. Torej gremo k kompleksom. Kaj so pravzaprav kompleksi? Ja, kompleksi so po analitični psihologiji v bistvu osnovni gradnik naše psihe. Nekako pride do nekega čustvenega naboja v danem trenutku v našem življenju in okrog tega naboja se potem nabirajo naše asociacije, psihološke in druge vsebine in temu vsemu skupaj nekako rečemo kompleks. In kompleks nima nekak negativnega prizvoka, no, to sem hotela povedati, ker pogosto, ko govorimo o kompleksih, govorimo o tem, da so slabi, da jih je treba rešiti. Kompleks sam nima plusa ali minusa. Problem nastane, kadar smo mi mogoče čustveno preveč intenzivno v tem kompleksu in nas prevzame. Zato je tudi Jung rekel, da v bistvu nimamo vedno mi kompleksov, ampak pogosto imajo kompleksi nas. In to je ta problem, takrat je težavno. Verjetno je zelo dobro prepoznati komplekse. Pri sebi verjetno najpomembneje, bolj kot pri drugih, ker ponavadi pri drugih bistveno hitreje ali pa lažje to zaznavamo. To, kar prepoznavamo pri drugih, je velikokrat projekcija, ker zunaj kompleksi, tako kot je Tina rekla, so gradniki naše psihe. In velik del se jih ne zavedamo, ampak čutimo jih, živimo jih in velikokrat potem lažje vidimo na drugih to, kar v sebi ne bi radi videli. To je najbolj tipično. Zakaj je komplekse dobro poznati? Bom rekla, zato čisto po domače povedano, to pomeni prepoznavati komplekse, pomeni prepoznavati samega sebe, nezavedne dele samega sebe in to so neke vrste, po domače povedano, spet kot eni programi računalniški, če bi rekli v software, večdimenzionalni, ki nas vodijo skozi življenje, kako mi na svet gledamo, kako nekaj vrednotimo, ocenjujemo. In problem nastane takrat, kot je tudi Tina rekla, ko mi v bistvu, recimo, da kak von ali kak spomin ali nekaj vidimo in naenkrat nas preplavi razpoloženje, neko čudno, kot spomin na nekaj, v bistvu se je prebudil kompleks v nas in mi ne reagiramo več svobodno, se ne odločamo po pameti, da tako rečemo, kaj bi bilo dobro za nas, ampak recimo rečemo stvari, ki je sploh nismo želeli reči, pa se pol čudimo sami nad sabo, kaj se je zdaj to zgodilo, odkot je to prišlo. Ampak kako ravnati takrat, ko pride tale kompleks iz nas? Ko ga izrazimo, kako, ali ga preprečiti, ali ga ne preprečiti, ali ga... Prvo delo je, da ga v bistvu prepoznamo, s časoma se naučimo to prepoznati, ker če smo pozorni, vidimo reakcije ljudi. Recimo tak primer bi bil čist preprost, profesor cel dan predava na fakulteti, nakar pride domov in še vedno predava in predava ženi in otrokom in sodelavcem, sorodnikom, sosedom in takrat on s časoma lahko mogoče ugotovi, da to ni v kontekstu, da ta kompleks mogoče v službi je v redu, tle pa ni v redu. Tako ne vpliva v vseh ravneh okoli življenja. Tako da je prostor in čas za vse in tle je zelo pomembno to kontekstualno razmišljanje, da ni kompleks vedno negativen, ampak moramo z njim nadelati. Ja, ampak če izpostavimo ta primer oziroma se lotimo tega problema, kako lahko ta profesor razreši svojo težavo? Ker težava je, če si 24 ur na dan profesor. V bistvu zavedanje je tisto osnovno, kar lahko, da smo vedno prisotni, kolikor pač lahko, da poskušamo to opazovati. Druga pot, ki jo pa v analitični psihologiji tudi zelo pogosto uporabljamo in je eno glavnih orodij, pa je ukvarjanje z sanjami, zavestno ukvarjanje z sanjami, zato ker v bistvu nam sanje nosijo
ko po noči spimo, se zavest nekako, bom rekla, malo razleze, nimamo te kontrole in nezavedno nekako prihaja v prvi plan. Takrat smo nekako najbolj v stiku z tistimi deli samega sebe, kompleksov, ki se jih pri, bom rekla, budnem stanju ne zavedamo. In vse, kar se v naših sanjah pojavi, zanimivo, je vse del nas. Tudi če je to Superman, če je to obleka od Supermana, če je to balkon, če je to žoga, če je to moja mama, vse to v bistvu so deli mene in neki odnosi mogoče do tega, kako jaz recimo do teh stvari čutim. Iz tega se da ogromno razbrati. Zakaj je pa to dobro? Po eni strani je zelo zanimivo, po drugi strani se pa s tem nekako srečamo, ti stvari so močno energizirane z čustvi, močno nabite. In takrat mi se s kompleksi ne moremo samo z razumom ukvarjati, da bi jih študirali, ampak bom rekla preko čustev in to pride v sanjah zelo do izraza. In če potem, ko se prebudimo, o tem razmišljamo, jih lahko ozaveščamo in sporočamo. Kar je pa seveda najbolj pomembno za naše mentalno zdravje. Najlepša hvala obima za obisk, pogovor, veliko uspeha želim. Ostanite z nami tudi na nadaljevanju, izvedeli boste, kako lahko pomagate okrasiti naše že tako ali tako najlepše in lepo mesto.